besedo še nekaj trenutkov za vaše vprašanje. Ranka Velja, Dnevnik. Zdaj, povedali ste, da se v bistvu bojite, kaj pomeni to določilo v predlogu koalicijske pogodbe, da se bo redefiniral odnos. Pa me zanima, ali so ti vaši strahovi oprti na še kaj drugega ali zgolj na napoved redefiniranja? Ali imate mogoče še kakšne druge dogodke, dogajanja v mislih, ki vas prepričujejo to, da se utegne ta odnos spremeniti na slabše za Cerkev? Mi smo zelo pozorno spremljali nastajanje koalicijske pogodbe. In dolgo časa ni bila to področje, ki je zelo pomembno, odnosa med državo in cerkvijo, mi nismo zasledili, da bi se o tem koalicijska pogodba kaj tega vprašanja področja dotikala. In smo zato razumeli, da bodo pač stvari šle tako naprej, kako smo jih sedaj bili vajeni, s katerimi smo zadovoljni. Gotovo, da niso vsa vprašanja še rešena, ampak če je dobra volja, z obeh strani se bodo že prej reševali. In smo tudi pričakovali, da bo nova vlada, nova koalicija, ki je sestavljena iz drugačnih strank, iz ideološko drugačnih strank, kakor dosedanja, vse v glavnem, da smo vendar gledali neko s tem, z 15, 16, 17 leti demokracije v Sloveniji, da smo dali neko obdobje mimo, da smo to preživeli in da bodo pač šli razvoj, da bo šel razvoj naprej. In da bomo dosegli enkrat stanje, kakor ga poznamo po drugih evropskih državah, kjer se za Cerkev nič ne spremeni, če se spremeni vlada oziroma koalicija. Za Cerkev v Avstriji ali pa v Nemčiji ali pa v Italiji ni kakšnih bistvenih razlik, ali so na vladi, to tako rečem, pogojno levi ali desni. Stvari so dosti utečene, stvari so sprejete, do splošno zadovoljstvo in zato je lahko tudi Cerkev sorazmerno ravnodušna do tega, kdo bo vladal, ker ona bo tako ali tako ve, kaj jo čaka oziroma s čim lahko razpolaga in kako se bodo stvari pač potekale. In to je tisto stanje, za katerega tudi mi vedno znova in znova, po katerem govorimo in si ga želimo, da bi prišlo do nekih stabilnih odnosov. Ne pa, da moraš vedno se bati, kaj bo pa zdaj, če bo prišel ta na oblast. Da bi prišlo do takih stabilnih odnosov in zato si tudi želimo, da bi dogovori med Svetim sedežem in Republiko Slovenije, tudi da bi to dogovarjanje šlo naprej, ker samo taki mednarodni dogovori dajejo tako stabilnost. In ni naključje, če sem ravno omenil te tri države, vse te tri države imajo te stvari tudi definirane v mednarodnih dogovorih. In zato, če pa tukaj vsebuje besedo, če bi tam pisalo, da se bodo razvijali, potem bi rekli, da se bo pač razvijali. Zdaj pa rečeno redefinirali. Pojem redefinicije pomeni, da bodo na novo definirali. Da sedanje ni dobro. In če zdaj seveda živimo v svetu, v katerem pač takšnem, kjer se pač marsikakšne izjave dajejo, mediji pač prinašate različne stališča različnih politikov ali pa ljudi, ki so blizu tem politikom, potem se lahko razmišljamo, da ta redefinicija po vsej verjetnosti ne bo šla v smeri še večje kooperativnosti, ampak rečemo v smeri manjše. Žal. Če pa to pomeni, da gre redefinicija v smeri še večje kooperativnosti, bom pa zelo presenečen in zelo prijetno presenečen in bomo tako redefinicijo seveda pozdravili. Denis Arkič, bi se lahko potem takem zgodilo na naslednjih volitvah, da bi, če bo odnos bil boljši in se izboljšal, da boste presenečeni, da bo bolj Pahor kot najverjetnejši premier povabil na boljše pogovore oziroma da bo prišlo do večjega sodelovanja, da boste potem na naslednjih volitvah pozivali, da se vseeno podpre takšno opcijo, kot se je nekako Naslednja volitev so še 4 leta, če 4 leta danes ne bi jaz nobenih dajal prognoz, kaj bomo pozivali. Tudi na teh volitvah nismo več pozivali, oziroma naš poziv je bil preko tiste zgibanke, preko Komisije Pravičnost in mir,
sorazmerno poprej in je omogočal ljudem, ki se jih pač stališče cerkve zanimajo, naše kriteriji, po katerih naj sodijo, naj presojajo pač kandidata na volitvah, in to je tisto idealno stališče. Mi seveda ne moramo biti neutralni ali pa brezbrižni do tega, kdo vlada. Ampak predvsem zaradi tega, ker zastopamo določene vrednote. In želimo seveda, če zastopamo, želimo, da se te vrednote tudi nasplošno spoštujejo v družbi in da jih tudi politika zastopa oziroma da sprejema ukrepe konkretne, ki bodo te vrednote pospeševale. Zato želimo pogovor o vrednotah. In to je bilo tudi tista zgibanka, je bila dejansko seznam vrednot, ki so za nas kot kristijane bistvene, pa mislim, da niso samo za nas, da se marsikdo drugi, ki sicer ni kristjan, se lahko s temi vrednotami strinja in da lahko na osnovi tega izbira pač potem svojega kandidata, za katerega bo volil. To je tisto področje, na katerega se mi skušamo vedno postaviti. Bi imel še eno podvprašanje, če smem. Je ta manjko, da je iz državnega zbora izpadla Nova Slovenija in da je v državnem zboru le Slovenska ljudska stranka, ki zastopa te krščansko-ljudske vrednote, vendar ni v vladi. Je tukaj zdaj nastal problem za cerkev, za tudi škofovsko konferenco? Kako boste vi v bistvu komunicirali vse nekako čez državni zbor do vlade? Mi smo do sedaj vedno komunicirali preko vlade, se pravi z vlado. Ne pa z strankami, koliko so bile pač članice koalicije. Se pravi, tudi v času, ko je bila, recimo še prejšnja, ko so bili krščanski demokrati še v opoziciji, smo prav tako komunicirali. Ne smemo pozabiti, da je bil eden najpomembnejših dokumentov, to se pravi Vatikanski sporazum, sprejet, ko niso bile pač te stranke v vladi, oziroma ljudska stranka je bila, ampak vendarle v sorazmerno šibkem pač političnem položaju, ni pa močna, in da so bile te stvari sprejete. Mi stojimo na stališču, da zagovarjamo neko ureditev, ki ni čisto nič eksotično, ki ni čisto nič posebnega, ki je splošno sprejeto evropsko načelo in je resničnost tudi po vseh teh konferencah oziroma po vseh teh deželah, katerih predstavniki škofovskih konferenc so tukaj in še mnogih drugih. Ne želimo nobenih privilegijev. Mi smo še zelo, zelo daleč od tistega, kar je normalno, recimo na Madžarskem, na Slovaškem, na Hrvaškem, v Italiji, v Avstriji, v Nemčiji. Smo še zelo daleč od tega. Pomislite samo na školsko področje. In pot, da bi prišli do primerljivega položaja, je še zelo dolga. Zato se nam tudi zdi hudo, če bomo na tej dolgi poti morali zdaj 4 leta spet stati na mesto in se ne bo stvar razvijala naprej, ali bomo šli celo kakšen korak nazaj. Hvala lepa. Če se jaz prav razumem, je predsednik programskega sveta LDS Gulič že napovedal nekako spremembe oziroma noveliranje zakona o verski svobodi. Kako gledate na take pobude? To je to. Jaz mislim pač, da zato nisem vedel, te informacije nisem imel, kaj je svet LDS sam zastopal, to bi ste mi zdaj povedali, ampak seveda po mojem ta člen, ki se je pojavil sorazmerno pozno, verjetno napoveduje to. In tako smo ga tudi razumeli. Pojem redefinicije seveda vsebuje to. In zakon o verski svobodi je za nas sorazmerno dober zakon. Tudi ta zakon ne rešuje vsega, tudi ta zakon je idealen, ampak je bil v nekih določenem zgodovinskem okolju velik korak naprej. In če bo šlo v smeri njenega spremembe te zakonodaje, potem smo seveda zelo, zelo daleč od tistega, kar je bilo nam povedano, da pač ne bo prihajalo do nekih izključevanj ali kakorkoli že, da bo šlo za konsens. Vsekakor bo kakršnakoli sprememba, ki bi šla v smeri stanja, ki smo ga poznali prej, bo vsaka taka sprememba korak nazaj.